Dober večer tudi z moje strani. Ko sem se pripravljal za nocojšnji referat, bi za Darwinom rekel, da mi je slučajno prišlo pod roke ena študija, kot vernik pa bi rekel, da zaradi Božje previdnosti. In to bo nekako, mislim, da tudi leitmotiv tega, kar vam želim nocoj povedati. In sicer sem naletel na študijo človeka, ki ga do sedaj nisem poznal, to je profesor dr. medicine Joachim Bauer, internist in specialist za psihosomatsko medicino, specialist za psihiatrijo in psihoterapijo. Po končanem študiju medicine je deloval na področju molekularno-bioloških raziskovanj. Leta 1996 je bil v Nemčiji odlikovan za področje biološke psihiatrije. Danes deluje na Univerzitetni kliniki v Friburgu in je strokovni direktor psihosomatske klinike v Stiefenhofenu pri Oberstaufenu v Allgäuju. V zadnjih letih pa je napisal dve zanimivi knjigi, in sicer z naslovom Princip Menschlichkeit, warum wir von Natur aus kooperieren, leta 2006, in pa drugo, Das kooperative Gen, Abschied vom Darwinismus iz leta 2008. Za ta moj nocojšnji prispevek seveda nisem preštudiral vse te literature, ampak članek Novi uvidi v bitje človek. Naloga naravoslovnih znanosti je, da z opazovanjem, eksperimentom in z razumnimi, za vsakega dojemljivimi pravili razlaga pojave, ki jih raziskuje in ki jih lahko prepoznamo v naravnih pojavih. To zahteva daljši zgodovinski proces in ta proces se je nekako dosegel tudi določeno kulminacijo v razsvetljenstvu. Tudi Cerkev je zato potrebovala čas, da je to spoznala in da je to sprijela. Danes vemo, da ni namen Svetega pisma, da bi naravne pojave razlagalo z naravoslovnimi vedami, ampak da človek razmišlja o svoji človečnosti, da oblikuje svoje odnose in o njih reflektira, ter da obstaja nekaj, kar presega človeka. Govorjeno v ključu vere, če gre za poslednje reči, govori torej o Bogu. Pri tako imenovanem kreacionizmu, pred enim letom mislim, da je kreacionizem bil aktualen tudi za slovenski časopis Mladino, pri tako imenovanem kreacionizmu, ki trdi, da je bil naš planet in na njem živeča bitja ustvarjen pred nekaj tisočletji na način, kot ga opisuje stvarjenje, je temeljni nesporazum prav v tem, zakaj dejansko v Svetem pismu gre. Prav tako so protiverske polemike na podlagi teorije o egoističnem genu Richarda Dawkinsa utemeljene na temeljnem nesporazumu, zakaj gre pri genetiki in zakaj pri religiji oziroma vprašanju Boga. To dilemo nekako tudi na začetku zastavi v tej študiji Bauer. Kot je znano, se je Darwin sam spraševal, ali ni v ozadju razvoja živih bitij vendarle nek prav vzrok, ki ima analogni kot človek. V tem primeru bi se moral Darwin sam, tako je sam tudi razmišljal, razglasiti za teista. Kasneje pa je ugotavljal, da se mora zadovoljiti s tem, da ostane agnostik. Torej, ni nobene nuje, da k naravoslovnim vprašanjem pristopamo iz pozicije ateizma, kakor tudi ni kreacionizem noben dokaz za pravo religioznost. Bauer pravi, da smo priče vedno novim poizkusom, kako bi biologizirali družbeno življenje in religioznost. Tej skušnjavi je bila podvržena njegova domovina, še posebej v obdobju med 1880 in 1933 in v času nacionalsocializma. Tako velja za osrednjega naravoslovca Konrad Lorenz, ki je razvil tezo o agresivnem človeku. Osrednja Darwinova dogma zadeva vprašanje, po katerih pravilih je potekala in še poteka evolucija. Kako so nastajale nove vrste in zakaj so nekatere izginile? Darwinistični odgovor je, da so razpoznavna znamenja evolucije slučajne variacije bioloških substratov in naravna selekcija tistih, ki so življenjsko najbolj sposobni.
Darwinova teza naravnega izbora s pomočjo boja temelji dejansko na tezi Thomasa Roberta Malthusa, zgodnjega kapitalističnega ekonomista. Darwin namreč omenja, da ga je leta 1838 bral z velikim užitkom in pri njem odkril primerno hipotezo, na podlagi katere lahko razlaga tudi on svoje raziskave oziroma svoje delo. Malthusova teza je bila, da se prebivalstvo v mladih industrijskih okoljih razmnožuje geometrično, medtem ko produkcija prehrambenih artiklov raste zgolj linearno. Rezultat tega mora biti izbor najbolj pametnih in uspešnih. To hipotezo je Darwin prenesel na vedenje živali in rastlin, namreč da povsod obstaja boj za preživetje, kar pomeni, da imajo pod takšnimi pogoji prednost tisti, ki so boljši in boljšem položaju, medtem ko bodo podrejeni prej propadli. Ni dvoma, da sta konkurenca in boj biološki dejstvi, pravi Bauer, ki nastopata še posebej tam, kjer so viri zelo omejeni, vendar so primeri, v katerih bi ena vrsta iztrebila drugo, zelo izjemni in redki. Večina vrst je izumrla zaradi drugih razlogov, kot so velike ekološke katastrofe, vulkani in meteoriti. V zadnjih 600 milijonih letih je bilo 5 takšnih katastrof. Pred 65 milijoni leti so bili žrtev takšne katastrofe živali, ki jih imajo otroci danes najrajši, dinozavri. Po Bauerju je Darwin bil vedno dejansko socialni darwinist. Nepretrgan naravni izbor je bil za Darwina odločilna predpostavka za evolucijo v smeri vedno više razvitih vrst. To naj bi veljalo tudi za sodobnega človeka. V svojem drugem velikem delu Izvor človeka Darwin namreč pravi, da človek skrbno spremlja življenjsko deblo domačih živali, ko pa se sam pari, tega ne počne. Vendar bi lahko na podlagi preverjenega izbora kaj storil ne samo za svoje telesne lastnosti, ampak tudi za svoje intelektualne in celo moralne. Oba spola pa bi se po njegovem morala odreči poroki, če odkrivata pomanjkljivosti. Človek torej lahko doseže višji nivo, če bo izpostavljen spopadom. Za vse ljudi mora obstajati odprta konkurenca in uspešni ne smejo biti omejevani zakoni ali običaji, ki bi jim preprečevali večji uspeh. Bauer pravi, da je to Darwinovo stališče imelo za posledico, da so mnoge elite odstopile od krščansko-judovskega pogleda na etiko, iz katerega je izhajal humanizem, in so utemeljevali novo, navidezno, biološko etiko. Kot poznavalec raziskovanja na področju DNK-ja, Bauer razvije tezo o človekovi biološki predisponiranosti za medosebne odnose. Pri tem se sklicuje na projekt Človeški genom, namreč ta projekt je trajal več let in se je ukvarjal predvsem z raziskovanjem človeške genetike, namreč ni potrdil darwinistične teorije evolucije. Ko pride do genskih sprememb, ni niti čas tega dogajanja, niti način slučajen, ampak eksperimentalna opažanja kažejo v smeri, da pri tem igrajo pomembno vlogo zunanji držljaji, izzivi, stresori. Potek genomskih sprememb pri tem sledi internim, v biološkem sistemu pripravljenih možnostih in pravilih. Če povzamemo, pokazalo se je, da imajo organizmi oziroma njihovi genomi lasten, njim inherenten, sintetičen, kreativen potencial, ki prvič v zgodovini najbolje lahko razloži, zakaj evolucija po pravilu omogoča vedno večji kompleksni razvoj živih bitij. Darwinov princip slučajnih variacij s posledično selekcijo ni bil v stanju razložiti te evolutivne kompleksnosti. Za razliko od Lorenza, ki je zagovarjal tezo o agresivnem človeku, in za razliko od Dawkinsovih egoističnih genih, Bauer pravi, da geni niso egoistični, ampak komunikativni in kooperativni. So komunikatorji, ker je njihova aktivnost odvisna od signalov, ki prihajajo do njih iz okolja.
v občutljivem obdobju biološkega razvoja določenega organizma lahko nastali signali pustijo nekakšen biološki prstni odtis, v katerem je trajni vpliv na genu viden, berljiv, nekaj, kar se lahko opredeli kot epigenetiko. Epigenetika pomeni vklapljanje in izklapljanje različnih genov med razvojem v točno določenem zaporedju. Gene torej lahko opredelimo kot kooperatorje, saj sami zase nimajo akcijskega radiusa, ampak so navezani na številne druge molekule, da lahko postanejo aktivni. Zato Bauer z argumentacijo iz prej omenjene raziskave človeškega genoma in pa tudi z argumentacijo na podlagi raziskav na človekovih možganih zaključi, da iz genetike ne moremo izpeljati nobenih direktnih zaključkov o bistvu človek, kakor je to počel Dawkins, ki mu je egoistični gen služil za teorijo o egoističnem človeku in kakor se ta manifestira dejansko v sodobni ekonomiji in v sodobnem svetu, kjer na nek način velja pravilo močnejšega. Bauer tako pri vsej zadržanosti, kaj lahko sklepamo iz naravoslovnih spoznanj, na vprašanje, kaj je človek, vidi 3 smeri na podlagi raziskav, sodobnih raziskav človekovega genoma in pa človekovih možganov. Prvič, človek je na podlagi svojih lastnih notranjih nevrobioloških nagnjenj in motivacij naravnan na medosebno komunikacijo. Na osnovi tega je tudi pripravljen vložiti veliko napora, da bi bil sprejet in priznan. Drugič, socialna izključenost ali poniževanje je strani možganov podobno doživeta kakor telesna bolečina, zato je odgovor na njo podoben, torej agresiven. In tretjič, ljudje imamo nevrobiološko zasidrano občutenje za socialno korektnost. Evolucija nas je tako rekoč pustila na pol poti. Po eni strani smo življenjsko odvisni od socialne sprejetosti, po drugi strani pa nismo dovolj opremljena bitja, ki bi z naravnim avtomatizmom delovali socialno. Prav slednja vrzel je razlog, zaradi katerega je življenje človeka zanimivo in napet projekt. Da to vrzel zapolnimo, je pa naša naloga. Kot naravoslovec, pravi Bauer, se moram na tej točki ustaviti. Z verskega vidika pa je legitimno, nadaljuje, prav na tej točki videti človekovo poslanstvo kot božje naročilo, ki je položeno v našo biološko naravo, kateri velja slediti na način, da smo drug drugemu blizu, da se med seboj spoštujemo in da si vire tega sveta med seboj delimo na korekten, fair način. Če zaključimo na podlagi povedanega, lahko rečemo, da človek je in ostaja kulturno bitje in da je zaradi tega pomembno, v kakšnem okolju odrašča in s kakšno motivacijo ga spodbujamo pri njegovi osebnostni rasti. In na tem mestu vstopi šola kot eden od kulturnih dejavnikov. S tem prehajam v drugi del. Izhajam iz predpostavke, da ljudje izbirajo naše cerkvene šole iz zelo različnih motivov in da so v cerkvenih šolah osebe z različnim svetovno-nazorskim prepričanjem. Cerkvene šole so izpostavljene na vseh 3 frontah, in sicer niti starši, niti učitelji, še najmanj pa otroci, ne predstavljajo nobenega homogenega, zaključenega, vrednotnega, kaj šele verskega okolja. In zato je za nas vse, tu se ne mislim spuščati v globljo analizo sekularne družbe, za nas vse seveda izziv in vprašanje, kako izoblikovati profil cerkvene šole, prav z ozirom na znanost in vero v okolju, v katerem smo. Prvič, misijonska razsežnost. Najprej je potrebno sprejeti odprto držo do obstoječe situacije. To je misijonska drža.
In ta drža ima dve razsežnosti. Prva je v tem, da gremo ven. Vendar je še bolj pomembno, da se odpremo tistim, ki trkajo na naša vrata. Tudi to je nekakšno notranje premagovanje ovir, meja in predsodkov. Apostolska dela nam govorijo o tem, kako so se krščanska občestva odpirala nejudovskim skupnostim oziroma so jim odpirala vrata. Če torej hočemo delovati misijonsko, potem se je potrebno odpreti novi situaciji in ne toliko skrbeti, kako se bomo zaščitili pred nevarnostmi, ki ogrožajo našo identiteto. Drugič, prinaša takšna situacija možnosti, da vzgojo razumemo kot dialoško povezovanje med učitelji, starši in učenci in vsi skupaj v odnosu do sekularne družbe. To prispeva k razvoju lastnega mišljenja in presojanja. Vsi bi se naj ob učnem materialu in v dialogu učili, kako odkriti in uporabiti lastni razum. Metodološko je to zahtevna naloga, ki pa je edina možna in se na področju vzgoje obrestuje. Naloga učitelja je, da učencu pomaga do lastnih spoznanj. Ta prostor svobode je potrebno odpirati. Drugič, dialoški pedagoški model. Krščansko razumevanje vzgoje se razlikuje od behaviorističnega, funkcionalističnega in drugih input-output konceptov po tem, da je dialoški, da gre za dogajanje med osebami in je zato služba učenčevemu dostojanstvu in dejansko vsem, ki komuniciramo v šolskem prostoru. Pri tem ne gre za dopovedovanje o dostojanstvu, ampak za odnos med učitelji, učenci in starši, na podlagi katerega učenci dobijo izkušnjo o svojem dostojanstvu. Učne metode in disciplinski okvir naj služi temu cilju. To lahko ugotovimo na podlagi tega, ali se učenci na zunaj podredijo šolskemu redu, ko pa šolo zapustijo, jo pozabijo, jo dejansko zapustijo v imenu lastne svobode in avtonomije. Zato je razjasnitev lastnega razumevanja vzgoje temeljnega pomena, saj učitelj več sporoča z lastnim vzgledom kot z besedo. Učitelji so predstavniki šole pred starši in dijaki. Učitelj nauči več s tem, kar je, kakor s tem, kar pove. Če je nad svojim področjem navdušen, lahko zato navduši druge. Če je navdušen samo zato, da bi navduševal, pa ne navduši nobenega. Tretjič, odprti za presežnost. V katoliških šolah in v cerkvenih šolah je tako tudi nujno in normalno, da se postavlja vprašanje o Bogu. Vendar se to vprašanje najprej postavlja učiteljem in zaposlenim v cerkvenih ustanovah. Ta prostor svobode lahko postavljamo svoja lastna eksistencialna in transcendentalna vprašanja bi morali gojiti s posebno pozornostjo. V cerkveni šoli je to vprašanje, ki presega zgolj predmet na to temo, kot je recimo vera in kultura v naših gimnazijah. Najprej moramo vedeti, da je šola prostor, ki se ga razume kot obvezen, za razliko od župnije. Šola bi zato z vsemi učenci morala imeti nekakšen uvod v religiozno področje. K temu sodijo med drugim uvajanje v tišino, drža telesa, duhovne pesmi, uvajanje v obrede, ritem cerkvenega leta, uvod, zaključek šolskega leta. Pri vseh teh zadevah pa je v sekularni družbi se bolje držati pravila, bolje je manj, kakor več. In še četrti, odnos starši in šola, ker je ta odnos tudi v naših razmerah dostikrat zelo vprašljiv. V pluralni situaciji je potrebno najprej izhajati iz predpostavke, da danes ne obstaja noben skupni imenovalec med starši v šoli in učenci, kar zadeva vrednote, kot smo poudarili na začetku. Primer so razbite družine, kjer se šola ne more opreti na avtoriteto obeh staršev. Vzgojnih pooblastil do staršev šola seveda nima. Otroci pa si tudi želijo, da bi šola bila prostor, v katerem ravno starši ne bi bili navzoči vsak dan.
Pogosto prihaja tudi do tega, da se mora šola solidarizirati z otrokom proti njegovim staršem. To bi se še posebej lahko zgodilo v primeru, da bi se otrok iz nevernega okolja odločil za krščanstvo. Cerkvena šola tako ne more postati vzgojna skupnost šole in staršev, ampak veliko bolj se mora opredeliti kot institucija, ki ima omejeno, ampak znotraj te meje jasno definirano poslanstvo, in sicer družbeno poslanstvo. To bi lahko formulirali na sledeč način. Starši niso nobeni pomožni učitelji in učitelji niso pomožni starši. Za starše niso otroci v istem razredu njihovi otroci, za učitelje pa so. Učitelji nosijo odgovornost za vse učence v razredu, starš pa za svojega otroka. Še posebej v konfliktnih situacijah se pokaže meja med obema subjektoma. Odgovornost za učni proces, za disciplinske odločitve in za notranje šolsko delovanje je na strani šole in se mora uveljaviti, če je potrebno, tudi proti volji staršev in učencev. Seveda pod korektnimi pogoji, ampak z jasnostjo. Obratno je odgovornost za življenje v družini stvar staršev. To mora šola spoštovati. Preskakovanje teh pristojnosti dejansko lahko oteži komunikacijo. In v sklepu skušam narediti most med Bauerjem pa med cerkveno šolo v sekularni družbi. Na podlagi Bauerjevih ugotovitev lahko zaključimo, da je šolski prostor privilegiran prostor za socialno komunikacijo in za izvrševanje tistega poslanstva, ki ima biološke predispozicije, namreč, da je človek družbeno, socialno bitje in da je ta projekt odprt projekt, ki je poslanstvo sleherno dialoško naravnane pedagogike, katera postavlja v ospredje in središče človeka kot bitje komunikacije. Cerkvena šola tako mora poskrbeti za znanstveno korektnost in za socialno komunikativnost. V oboje pa spada vprašanje verovanja kot razlikovanja od pozitivnih znanosti na eni strani in kot iskanja razlogov za verovanje na drugi strani. Na različnih ravneh, od naravoslovja do družboslovja in humanistike. Šola torej lahko pomaga človeka opremiti z mehanizmi, da bi deloval bolj socialno, da bi iz Dawkinsovih genetsko pogojenih egocentrikov postali Bauerjevi nevrobiološko naravnani komunikatorji in kooperatorji. Hvala lepa.